sem rekla, da zdaj druga polovica mojega življenja bo pa namenjena meni, mojemu partnerju in stvarem, ki jih imamo midva rada in s katerimi se midva dobro počutva in kar rada počneva. Karkoli obrneš, ko ti tako diagnozo postavijo, najprej pomisliš na smrt. Jaz mislim, da moj telo tudi danes, čeprav je 11 let, še si ni čisto pomogel od vsega tega zdravljenja, od vseh teh močnih hormonskih zdravil. Smo bili zmenjeni in mi smo prišli ta zadnje. In so nas malo hecali in smo rekli, elita pride na konec. In tako so nastale elitke. Čim se karkoli začuti, najde sprememba, ko bo 3 dni, 4 dni nespremenjena, takoj k zdravniku, takoj odreagirati, ne se ustrašiti, iti na pregled in iti v boj, kolikor se karkoli pokaže. Spoštovane, ja. To je 169. epizoda podcasta Zagret za tek. Marko Roblek je moje ime. Oktober je, a sem že rekel, ne samo oktober, rožnati oktober. In kaj je to? Mi bo razložila današnja moja cenjena gostja, z mano je Nina Milič. Nina, živijo. Živijo. Kako si, Nina? Jaz sem odlična, kako si pa ti? Hvala, zelo lepo. Nimam sicer nobenega pasjega prijatelja pri sebi, da se ukvarjal z njim. Ti ga imaš, sem prej videl. Imam. Ja, tlele se počiva. A je prijazen tako že? Zelo. Star je 14 let in se ne drži kot klop. Teče s tabo kdaj? Nič več. Pa je tekel s tabo, je? Ni glih tekel, bolj z mano na kakšno Šmarno goro hodil, pa na kakšne take bližnje hribe, tele gričke, Polhograjske Dolomite pa tak. Smo včasih veliko več hodili, dokler je še zmogel, te pa ne več. Zdaj pa sam še tlele poravnam. Zdaj še v penzion, ja, in zdaj uživa pač na ta način. Ja, točno tako. Nina, vprašanje, ki ga pač moram tudi zastaviti tebi, ker ga ponavadi vsakemu gostu, pa kdo dejansko gre zaradi mene teč, ampak ti mi boš povedala, si danes že tekla? Ne še. Ne še? Imam pa namen jeti po najinem pogovoru. Glede na to, da se zdaj noč naredi malo prej, ja, mora pol kar pohiteti, ali kako? Ali ti je vseeno, če tečeš po noč? Ne, meni je vseeno, zato, ker grem v bistvu po teh ulicah, ki imajo luči, tako da ni panike. Pa še Tomaž bo šel z mano, pa bo še to lažje. Mislim, kaj lepšega. Večerni tek v dvoje po svetlenih ulicah, mislim, čista romantika. Zdaj, tale oktober je tudi kar topel, nenavadno topel, jaz se zdaj kar precej potim, nikoli še toliko. 11. oktobra se mi zdi, kako se pa tebi zdi ta toplota, ti je prijetna ali ti že kaj preseda? Moram reči, da kar počakam takole na večer, da se sonce zbrka ne skrije, ker čim se sonce skrije, malo hladnejš, ker imam pač rajš tečem bolj v hladnem, kakor v prevročem. Vročina me ubija. In pri vročini rajš polet ni variante, ali zjutraj 5:30 ali pa ne grem, ker vročina me pa res ubija. No, vročine pa ne maram. Malo jih je, ki ljubijo vročino, ja. Mi pač normalni ljudje se probamo izogniti, ali pa je nekako pretrpeti. Nina, evo, oktober je zdaj, Ljubljanski maraton je pred vrati, letos seveda greš ti, ja? Ja, imam namen, čeprav sem trenirala res čist premalo. Letos nekako sem imela in tako obdobje, ko mi nekje poleti v tej vročini res ni šlo. Sicer veliko migam, pa veliko telovadam, ampak sam tekla sem premalo in se bojim, da imam premalo tekaške kondicije. Bom šla, bom se namatrala. Moram reči, da sem imela tele 2 taka res težka vikenda, pa še tedne naporne in sem zvečer padla dol in sem rajš rekla, grem počivati, kakor teč, žal, ampak 10 bom pa šla, ja. Loh nisem pogledal, kdaj so štarti letošnjih preizkušenj v Ljubljani. Mi je glih prej Tomaž rekel, on gre na 21, ob 9, mi imamo pa 9:20. Aha, no, se moče to niti ni tako slabo. Pa še kot prejšnja leta, kaj prej, ne. Tako, pa prej bomo fertik, pa maraton se bomo lahko počakali še v prijetnem dopoldanskem hladu. Ja. Čeprav, ja, zdaj se bo hladilo, mogoče bo že premrzlo, ampak rečeva, nič ne de. Nina, zdaj moram par stavkov o tebi povedati, preden se sama predstaviš. Prej si rekla, da kar rada govoriš,
Ja, No, no. to bomo dali še na preizkušnjo. Poleg tega, da rada govori, je Nina Milič Ljubljančanka, ki teče. Ampak ni čisto običajna ženska. Namreč pred 11 leti, malo potem, ko je začela res teči, je dobila diagnozo rak dojke. Bolezen je uspešno premagala in v naslednjih letih v teku napredovala vse do polmaratona. V oktobru, ki je tudi mesec osveščanja o raku na dojkah, je aktivna tudi na tem področju. Nina rada zdaj uživa življenje in si nekoč želi preteči maraton. Prosim, dopolni me, Nina. Ja, prosim, daj še kaj povej. Kako bi se ti vpisala? Daj, prosim. Jaz mislim, vse si v bistvu povedal to, kar je. Jaz sem športnica celo življenje, zaljubljena sem v smučanje. Kot mladinka sem smučala aktivno v klubu. Smučam pač še vedno, ne, vsako zimo si privoščim smučanje, je sicer drag šport in glede na to, da tudi rada potujem, malo manj smučam, kakor sem včasih, se pač en teden smučanja privoščiva, pa to je to, ker je to res drago. Bi pa, če bi se dali, seveda še več smučala. Drugače pa uživam življenje, bom rekla. Imam odrasle otroke in zdaj je moj čas. Šla sem čez vso to diagnozo, čez vse te vzpone in padce in recimo, da lahko povem, da sem v petek me je ujel, ali kako je prišel k meni na obisk Abraham, tako da sem rekla, da zdaj druga polovica mojega življenja bo pa namenjena meni, mojemu partnerju in stvarem, ki jih imamo midva rada in s katerimi se midva dobro počutva in kar rada počneva. Sem pa še seveda tudi tek, veš, Tomaž je maratonec, midva hodva pač po teh maratonih in tako naprej. Tako da to nekako sem jaz, no. Nina. Hodam seveda tudi v službo, imam dobro službo, imam fino službo, sem zadovoljna v službi, tam me podpirajo, mi pomagajo, mislim, so mi ful stali ob strani, tudi v bolezni. In v petek so me obdarovali z supergami, bom rekla, na katerih piše Nina, ampak jih še čakam. So v delu. Vse najboljše, Nina. Hvala lepa. Timing je torej pravi, več tem bova združila skupaj. A so ti kupili kakšne hude najkice? Ne vem, kaj so. Jaz sem dobila v bistvu v škatli sam ful lepe zelene superge v obliki superge z zelenimi vezalkami. Nina 50 piše gor in zdaj, katere boje bomo pa še videli. Kakšne imaš pa zdaj? Zdaj imam pa Mizuno. Pa ti ustrezajo? Ja. Sem probala jih več znamk in moram reči, da so mi te najbolj sedajo. No. Zdaj, jaz ponavadi pogledam pri svojih gostih, pa me zanima, zakaj jih v tek povleče življenje. No, tebe je kaj v tek povleklo? Mogoče tvoj dragi Tomaž? Ne, sem že prej gledala. Veš, kaj me je najbolj gnalo k teku? Trasa Ljubljanskega maratona že čisto skozi poteka tudi po Dunajski cesti, ob kateri jaz živim, oziroma čisto blizu, in vsako leto sem šla seveda to spremljati in gledati in navijati in ploskati in noreti tamle ob Dunajsko. In vsak let sem rekla, naslednji let pa tudi jaz, pa tudi če sem 10, pa naslednji let tudi jaz, in tako je par let minila, ne. Pol je prišel pa Tomaž, res je, sicer sem že prej 10 odlaufala, ampak sem se kar dobro namučila. No, odkar sem pa s Tomažem, pa res več tečem. Sem bila tudi v tekaški skupini, mislim, pač najbrž bi bilo še bolj drugače, če ne bi ta bolezen vmes prišla, pa mi vzela enih par let aktivnega življenja in zdravljenja in tako naprej. Zelo hitro sem prišla do teme, ampak lej. Lahko še malo odloživa, hočeš reči. Lahko še malo odloživa to temo. Težka tema je za govoriti. Vem, da je pač tudi eno razlogo, da sem te poklical, namreč danes sem videl en zanimiv prispevek na Pop TV, na spletni strani sem si ga ogledal. Nekaj časa sem te že hotel kontaktirati, pa sem se potem le opogumil, pa sem te poklikal, ne. Upajoč, da boš sprejela, no, ker se mi zdi, da je zdaj pravi čas, da se o tem pogovarjamo, ja, ker je, bom rekel, tudi publika
tega podcasta, tista, ki je, bom rekel, ali naših let, malo mlajša, malo starejša, pa jih ta tematika se dotika, no? Ampak daj mi povej, kaj je tvoja najljubša razdalja pri teku? Pa začneva tako, no. Evo. Najljubša razdalja. Mhm. Odvisen od dneva, ne. Imam dan, ko bi pretekla samo 1 kilometer, imam pa dan, ki jih lahko 10. To je res je odvisen od počutja, tudi odvisen, kakšen tempo imam v službi, koliko pridem utrujena popoldne domov. Imela sem eno obdobje, ko sem zelo veliko zjutraj hodila laufat in takrat sem naredila, jaz sem kratke razdalje, jaz nisem tekač pa maraton, take, ki imaš ti ponavadi na drugi strani v debati, ampak sem pač rekreativen tekač, toliko, da tečem zase, tečem 10 in tako. Tudi sem 21, ampak se bolj držim razdalje 10 kilometrov. Tako da nimam nekih hudih razdalj, se pa le potrudim, da grem 3-krat na teden laufat. No. To pa je. Vzdržuješ nek ta red, recimo, če ti ne uspe do petka iti več kot enkrat, kaj narediš pol za vikend 2 treninga, ali takrat pač ne, ali se potrudiš, da narediš med tednom. Veš, me kar Tomaž malo stera, ne, če druge ni. Me Tomaž stera, pa tako je, no, če je slabo vreme, grem pa v fitness. Pa sem tam ali na tekalni stezi vsaj 20 minut, pol ure, plus še pa zraven naredim tudi vaje za moč pa to. Zdaj sem si še privošla malo s trenerko, da mi še ona malo v roke vzela. Pač, jaz imam tudi malo težavo s tem, ker sem majčkeno premočna tudi za teč, ampak žal je to tudi posledica te bolezni, no. Žal. Kje pa tečeš, no? Vzdržujem, da ne gre sam naprej. Tečem pa sam po ljubljanskih ulicah, po ravnini, ker sovražim te kuklanc. Pa te recimo pločniki, asfalt te ne moti, še taj zaviješ na PST, ali ti pač si urbano dekle, ki urbano teče? Ne, grem tudi na PST, sem v bistvu čisto progi PST živim, tako da več ali manj sem na PST-ju, kombinacija z asfaltom, seveda, da priješ sem tja. Srečuješ veliko tekačev, recimo takrat, ko si zunaj, se ti zdi, da je tek še vedno cestni tek, mestni tek, popularna oblika rekreacije? Mislim, moram reči, da zdajle, september, oktober so sami tekači na ulicah, ker se vidi, da se ljubljanski maraton približuje. Novembra pa vse zamre. Ja, jih je dosti manj, se ful vidi razlika. Tle po našem koncu, pa če sem za Bežigradom, tukaj se ful vidi, po našem delu PST-ja je razlika. Od druge polovice avgusta, september, pa oktober do maratona je noro. Novembra se pa umiri, decembra pa še komiki, koga srečaš drugje kakor v mestu. Takrat tudi midva do mesta tečeva na kuhanca, pa nazaj domov. Mislim, to je prednost, če živiš blizu mesta, ne? Lahko kadarkoli tečeš do kuhanca, mi to na vasi lih ne moramo, razen če se ga doma ne kuhamo, pa se ga počne in tako naprej. Ja, pa greš prej se nekak lahko kilometer, pa se ti splača, mislim, greš za kilometer, ali jih potegneš še zmer, vsaj enih 5, no, če smo ne grem sam za 1 kilometer. No, tako, ja, no, to se mi zdeli, ja. To je bilo pa lukico, ampak ja, imam kakšen dan, ko bi res šla tam do, ne vem kaj ne rečem, do šole osnovne tlele zraven pa nazaj. Ampak pa, ko sem enkrat obuta, pa ko enkrat startam, pol kar gre, no. Se pravi, kaj te pa pri teku recimo motivira? Ker rekla si, Tomaž je tak motivator. Zdaj, a se ti moraš prijaviti na neko dirko, zato da treniraš do takrat, ali te kaj drugega povleče še? Ne, ni mi nujno, da se prijavim. Moram reči, da smo nekaj časa hodili, pred covidom smo hodili ful po teh raznih prireditvah, pa smo tudi pol puncem, smo ful veliko skupaj tekle, zdaj pač manj. Ta covid je pač vse to naredil, ampak jaz tečem predvsem zase, za svoj počutje, boljše počutje. Zato, ker se mi zdi, da je tek en od športov, pri kateremu v najkrajšem času narediš največ. Edino, kar rabiš, so dobre superge, se obuješ in greš. Če se pa danes vsi vemo, čas nas vse prehiteva, a ne? Ne vem, če pridem 5, pol 6 domov iz službe, si ne predstavljam, ne vem, v hribe ali pa nekam na kolo, ker rabim 2-3 ure, da nekaj naredim. Enostavno čez pol ure obujem v superge in grem in preluftam glavo, pač sem pisarniški mol in sem 8-9 ur v pisarni, rabim
kisik, rabim premigati noge in mi je tek najboljša varianta. Pa ti je ljubši tek, ko si sama s sabo, ali ceniš tudi družbo, bom rekel, naj si bo partner ali pa prijatelj ali pa kogarkoli že. Če rabim iti sama, pa kaj v glavi premisliti, naštudirati, v kakšni stvari, ali se kaj odločiti ali karkoli, takrat grem sama. Ko sem se odločala, sodelujem v tistem prispevku, v katerem si ti govoril, za fokus, če lahko povem. Ker na to sem kar ponosila, da sem se odločila, ker sem se zelo strahom, ampak sem se. Takrat sem rabila biti malo sama in sem se posvetovala z mojimi, ampak odločitev je bila vseeno moja in sem rabila biti sama. Drugače pa mi je bolj, da imam družbo, pa da grem z družbo. No. Ker tudi lažje pol se spravim, če sem z nekom zmenjena ali pa, kot Tomaž reče, pejva, grem lažje, priznam. Ja, toliko izgovorov je lahko, če si sam s sabo, pa sam od sebe odvisen. Če te pa nekdo čaka, imaš pa slabo vest, pa kar greš. Pa s težavo začneš, pa pol kar steče. Pa veš, kaj nas je tudi, mi imamo v Garminu eno skupinco in si vsak mesec naredimo en nov izziv in pol tekmujemo, kdo ima več kilometrov. Priznam, tam, ko vidim, da sem ta zadnja, se obujam superge in grem. A mora ta zadnji v mesecu pol za rundo, da kaj tazga? To smo nekaj časa imeli, pa smo pol nehali, ampak pa pomaga pa, no. Da te to zmotivira. Malo tekmovalnosti ne škodi, praviš, ja? Če si enkrat aktiven športnik ali pa ko si bil, no, ti to ostane, ne. To je dejstvo. Pa če si priznaš ali pa ne, ampak malo tekmovalnosti ostane. Zdaj, po tolikih letih poznaš tudi najbrž veliko tekačev, rekreativcev, pa bolj zagrizenih, manj zagrizenih. Se ti zdi, da smo Slovenci po naravi morda pa za odtenek preveč tekmovalni ali pač tudi ne? Včasih imam občutek, da smo. Mislim, nekaj rekreativnih tekačev je blazno tekmovalni. Res blazno tekmovalni. Nekaterim se pa vidi, da gre za to, da zase nekaj naredijo, med katere sodim tudi jaz, da se pa prijavijo na en ljubljanski maraton ali pa še en tek spomladi, tudi prvič zaradi motivacije, drugič zaradi družbe, tretjič pa konec koncev tudi zato, da malo vidiš svojega napredka, si kaj naredil ali nisi. Ker na tekmi, na dirki, na eni taki prireditvi sigurno drugače tečeš, kakor če greš sam laufat, ne. Tudi greš hitreje, ko te malo množica potegne, v glavi imaš nekaj naštudiran, da do takrat nekaj treniraš, pa ne treniraš, pa mogoče probaš dati res un maksimum od sebe, se mi zdi to čisto okej, no, na tak način funkcionirati. Zdaj, trenutno si v kakšnem klubu, v kakšni združbi tekačic, omenila si jih prej? Nisem, trenutno nisem. Bila sem tudi v tej skupini priprave na ljubljanski maraton, mislim, da jih poznaš, a ne? Dobro, ja. S covidom smo to pol nehali, potem pa moram reči, da zdaj mi njihove skupine ne pašejo, ker mi časovno ne paše. Pa konec koncev sem ugotovila, da je lahko čisto normalno, mislim, čisto okej, če funkcioniram tako, kot funkcioniram, zato ker res pač te skupine so še vedno tako narejene, da so res oni te hitri šibajo, mi pa pol odzad te počasne, bom rekla, caplamo, pa pridemo do njih, pa grejo oni že naprej in je težko slediti taki skupini, ker jaz res najbrž kaj dosti hitrejša, kakor sem, tudi se ne bom gnala za to, ker ne rabim tega, ker tečem zase, ne tečem zaradi drugih. Gremo pa te punce, ki smo se v tej skupini spoznale, smo ustvarili res en krasen prijateljstvo in se družimo tudi tako. Izven teka, hočeš reči. Izven teka, tako. Tudi smučati recimo gremo skupaj. Z njimi se pa še kar kdaj spravimo, gremo skupaj teči. A so to tiste razvpite in znamenite elitke? Točno tako. Ja, to so, spomnim se En teh del majic. njih. Ja, tako. Ja, z njimi. Kdo se je pa spomnil to odlično ime? To je pa prišlo čisto iz enega samega štosa, ko smo pač enkrat
imeli eno zadevo, zdaj pa meni smo šli v Novigrad ali kaj, nekam smo šli, smo bili zmenjeni in mi smo prišli ta zadnje. In so nas malo hecali in smo rekli, elita pride na konc in tako so nastale elitke in tako, mislim, prav fajn se nam je zdelo, ne, parkrat smo pol tako rekli, elitke že gremo, prihajamo, tudi elitke pridemo in pa se nas je to prijeli in je pol to tudi tako ostalo in še zdaj si včasih rečemo elitke. Najbrž tiste majice so v kakšnem arhivu, a ne? Pa Ja, so. Še kdaj so na kakšnem teku tudi. Po mojem smo na zadnje, ko smo skupaj šli teč na Ljubljanskega, smo jih tudi po mojem oblekli. Ma saj elitke se morajo združiti vsake toliko cajt pokazati, da še tam zunaj brcajo, pa da so še kar elitne. Kaj pak, ja. Rekla si, ja, vrtiva se okrog teme, zagrizva v njo, ker pač morava. Prispevek, o katerem si govorila, je bil zelo zanimiv, namreč malokrat vidimo tak prispevek na televiziji. Jaz sem potem prebral še članek, ker je pač novinarka povedala, da je kar pol leta prej kontaktirala društvo in potem je to zorelo. In 3 ste prišle ven, 3 prebolevnice te bolezni, ki ste se potem bile pripravljene na en način razgaliti pred Slovenijo in govoriti o svoji izkušnji. Zdaj izkušnja, ki doleti 39-letnico, ja, popolnoma nepripravljena na kaj takega. Najbrž je drugače gledaš danes na to, kot si takrat, ne? Najbrž bi danes drugače to opisala, kot si takrat, ampak vseeno, 39-letnica je v vrhuncu svojega življenja. Nikoli si ne misliš, da kaj takega lahko doleti. Kaj si ti takrat razmišljala, ko si zatipala bulico oziroma dobila diagnozo? Itak najprej pomisliš na smrt, ne. Kakorkoli obrneš, ko ti tako diagnozo postavijo, najprej pomisliš na smrt. Moram reči, da sem to res sama zatipala. Malo pač pomisliš, da so to te neki vozlički v tistem našem ženskem ciklusu, a ne, pa počakaš nekaj časa, ampak kar zadeva videti ni bila okej, ker je bila zelo velika, sem takoj odreagirala. In že, ko sem prišla k osebnemu zdravniku, je rekel, Nina, tole je 99% rak. Sva se usedla, sva se 1 uro pogovarjala in mi je vse razložil, kaj in kako, in moram reči, da takrat brez tega mojega osebnega zdravnika najbrž bi šla čez to dosti težje, kakor sem šla, in sem mu neskončno hvaležna za vso podporo, ki jo je takrat mi nudil, bil z mano, in tudi zmenjena sem bila, da mi vsako stvar, ki mi bojo ponudili, predlagali, kar mi bojo iz videov dali, da moram priti k njemu, da se z njim posvetujem, in sva šla res skupaj čez to. Tako da gre zelo veliko zahvale k njemu, ampak vseeno, jaz sem v tistem obdobju glih poštimala življenje, s Tomažem sva nekako končno zaživela, službo sem zamenjala, to so bili najbolj stresi iz preteklih let, ki so se v meni nabirali, tako so mi nekako to predstavili in na ta način je udarili ven. Jaz sem se pa sama s sabo usedla in sem se odločila, da bom šla v borbo in še to premagala in seveda potem naprej živela. Rekla si stres, ne? Zdaj to je zelo zanimivo, veliko se pogovarjamo o stresu, to je kar naenkrat lahko primerljivo ali pa zelo abstraktna reč, ne? Kaj zdaj stres je? Kako lahko stres povzroča vse te bolezni? Najprej smo vsi pri hrani, pa pri negibanju, pa pri razvadah, ki jih ima vsak neki, ne? Ampak stres, ne? Kaj povzroča stres? Stres, ki povzroča raka, ne? In to že pri 39-ih, ne? Se zdi, rekel, res izjemen. No, zdaj najbrž si pretresla so svojo preteklost, pa ugotovila, da pač najbrž na vsakega deluje različno, no, najbrž bi kdo lažje prinesel kakšno stvar, kdo težje, nekomu kot tebi se pa potem izrazi to na fizičen način. Definitivno. Mislim, življenjske prelomnice, ne vem, jaz sem imela krasno službo, mislim, pač Nemci so bili lastniki in čez noč v bistvu smo dobili obvestilo, da so se pač Nemci odločili, da bojo tukaj firmo zaprli. Krasen smo delali. Ampak oni so videli, da potencial nekje drugje in so mogli v Evropi par firm zapreti, in ker smo mi majhni, so to naredili. 1 leto prej ali 2 leti prej, se tudi časovnice glih ne vem točne,
sem se s prejšnjim partnerjem razšla, ne na lep način. In to so stvari, ki se nabirajo, ki jih ti premlevaš, tudi če jih nočeš, ne vem, po noč ti grejo po glavi in tako naprej. In definitivno je to vplivalo tudi na to, no, na zdravje, na počutje. 2-3 leta takega načina življenja in konec koncev jaz nisem vedela, bom šla pol, am dobila službo ali ne bom dobila službe, imela sem toliko let, nekje sem bila že prestara, glih vsakmu ne pašeš in je malo težje dobiti službo, kot pri, ne vem, 27, 28, 30, 32. Jaz sem bila pri 40 skoraj že, a ne, je toliko težje. Tako da stvari so se pol sicer vse poštimale pa poklopile, tako da ni bilo nobenih težav. Ampak je očitno prišlo za mano, a ne. Ampak ti Slovence ti življenje postavili na glavo, zdaj, pomisliš seveda na najhujše. Naslednja stvar je, da moraš to povedati domačim, ne, na katere si tudi odgovoren in nekako potem handlati čez tem, kako bodo oni to sprejeli. To zna biti tudi vse skupaj zelo, bom rekel, stresno, travmatično. Obstaja pri nas zdaj tudi neka pomoč psihološka in tako naprej, ki ti pomaga pri vseh teh korakih. Predstavljam si, da je lahko tak šok, ne samo zate, tudi vse okrog tebe in da je zelo težko od začetka handlati s tem. Mislim, jaz sem imela tukaj res zelo neprijetno situacijo. Iz več razlogov. Prvi razlog je bil ta, da moja mama po 34 letih imela raka na dojki. Takrat se ni govorilo o raku. Takrat se je govorilo, mami gre na eno bulcoma, nič tazga. Takrat je bila preživelo 20% ljudi, 80 jih je umrlo, danes je obratno, ne, kaj je medicina napredovala. In moja mama je bila ena od tistih, ampak jaz sem bila stara 14 let in se nisem zavedala tega, da ima moja mama raka, a ne. In kot otrokom nam niso povedali, kar je napaka, ker pol, ko to zveš, je še hujš. Se pravi, mami povedati, da bo šla spet še z mano čez vse to, a ne. Druga stvar, ki je pa bila, je pa istočasno bo šla domov povedati moja sestra, da je noseča prvič, a ne. Vem, moja sestra si vse žene k srcu, sploh takele stvari, kot je taka bolezen, kako zdaj z njo to shendlati, da ne bo preveč v šoku, pa konec koncev tudi za njo je potem, ona bo mogla tako stres, tudi na pregled, tudi paziti nase in tako naprej, ker to lahko tudi dedno, a ne. Mi sicer nimamo dedno, ker smo šli narediti teste, ampak vseeno. Tako da sem mogla res razmisliti, kako bom to naredila, čeprav mama je zelo hitro vedela, ker sva pač živele v isti hiši in me je že videla, ker sem se domov pripeljala, ker sem prišla pač čisto drugačna domov, kakor sem šla zjutraj v službo, a ne. Čeprav ni vedela, da nisem iz službe prišla. Ampak so kar hitro se usedle, pa so šle čez zadevo, pa moram reči, da mi je takrat tudi zelo bila v oporo in v pomoč. Takrat je bila pač z nami, da sem šla čez vse to, a ne. Pa smo pa tudi sestro počasi pripravili na to. Ne spomnim se glih trenutka, kako smo spalali, ampak smo spalali tako, da je bilo vse okej, no. No, si predstavljam potem, to je prvi šok, potem se naslednji dan zbudiš in s temle moraš živeti in začeti pač na nov živeti z rehabilitacijo, najprej kako, oziroma zdravljenjem, če so že pri tem. Si ne predstavljam, kakšni so zdaj postopki, najprej totalna diagnostika, potem se definira, kaj se bo, kako se bo zadeva zdravila, potem so to obsevanja, morda kemoterapije, operacije, zapleten in dolgotrajen postopek najbrž. Definitivno. Sem najprej itak, pač vzamejo tkivo še enkrat, pa pogledajo, če so bezgavke zdrave, in pogledajo histologijo, potem pač te pripravijo na operacijo. Jaz sem se odločila, da sem tudi istočasno naredila rekonstrukcijo, ker sem jo lahko. To pomeni, da sem imela samo eno operacijo, sicer dolgo 6 ur pa pol in zapleteno, ker ti to cel trebuh odprejo, ker vzamejo, tam je najbolj tak primeren material za narediti novo dojko. Potem pa pač glede na histološko stanje bolanega dela dojke, pogledajo, kaj je najbolj primerno, kakšne vrste rake in določijo, ali kemoterapija ali ne. Ali obsevanja, načeloma obsevanja so vsaj po robu več ali manj, pa koliko obsevanj. In moj rak je bil čisto tipično hormonski, tako da jaz nisem imela kemoterapije.
sem imela pa pač 25 obsevanj, pa 5 let zdravljenja s hormonskimi zdravili. In to je pa mogoče, jaz ne vem, ker nisem imela kemoterapije, ampak zelo primerljivo s tistim, tam imaš ene reakcije, pa pač si brez lat, pa to, pa priješ pa k tebi. Mene pa 5 let, moje hormone, moje telo sem imela sesut v bistvu. Začel je čisto drugače funkcionirati, padeš v tisto umetno meno, ki je še 3-krat ali pa 5-krat hujša od naravne mene, pa pri teh letih, ki sem jih imela jaz, oblivanja, nespanje, v glavnem ful enih težav in to je trajalo 5 let. Sem imela srečo, da sem lahko zaključila po 5 letih, ampak jaz mislim, da moj telo tudi danes, čeprav 11 let, še ni si ni čisto pomogel od vsega tega zdravljenja, od vseh teh močnih hormonskih zdravil. Jaz sem bila fit, zato ker sem pač tudi prej športala in me je nekaj skupaj in moj telo je šel lažje čez vse to, ker je bil pač bolj v kondiciji, ampak kljub temu, da sem probala vsaj hoditi, če nisem mogla drugega športa delati, pazila pri hrani, grejo kile gor, zaradi tega, ker pač so to hormoni, ker so to taka zdravila, da pač temu ne uideš, kvečem lahko brzaš oziroma pomagaš, da ne gre to preveč gor. Tako da ful enih balansov, ful enega odrekanja, paziš, ni da ni v glavnem. In jaz sem šele po 2 letih pa pol po tej diagnozi, oziroma po vseh teh operacijah, vseh teh stvareh, ki sem jih imela, rehabilitacijah, hoditi sem začela takoj, že ko sem šla v toplice, ampak teči sem začela šele 2 let potem, no. Nič prej. Počasi, seveda. Prej enostavno nisi niti zmogla, niti imela želje, niti... Nisem smela. Nisem smela. Jaz sem mogla imeti določene stvari, paziti sem mogla, ker se je to urastalo in je bilo še vse sveže in nisem smela preveč niti skakati in te stvari. Trebuh cel pošiti, pa vse skupaj, neke mišice prerezane, neki žil prerezanih. Mislim, to je res orang poseg, v telo. In to se je moglo res vse zaceliti, nekatere stvari so še bolele. To je že, ne vem, si predstavljam, operacija je bila dokaj kmalu po diagnozi, potem je pa trajalo 2 meseca po diagnozi, potem pa, ne vem, ta obsevanja, pa vse to, da se rehabilitacija, preden so te, rekel, spustili pa samo na tablete, dalje pa trajalo, ne vem, še dodatnega pol leta ali več, kako? Ne, v bistvu, jaz sem 2 meseca od diagnoze do operacije naredijo nekaj še preiskav, zato da te res pripravijo na operacijo, neka slikanja so, potem pregledajo tudi te žile po trebuhih in tako naprej. Te pripravijo, pa v skledice morata kirurg, onkolog pa kirurg plastika, ki ti oba skupaj to delata. No, potem pa zdravljenje z hormonsko terapijo sem dobila v bistvu takoj, ko smo histologijo dobili, pa obsevanja tudi, tako da recimo jaz sem bila septembra operirana, konec oktobra sem že začela s hormonsko terapijo in cel december sem imela obsevanja, 25 obsevanj vsak dan od ponedeljka do petka recimo, Glih za božič sem bila pol fertik v bistvu, oziroma tik pred novim letom. Potem pa si mora telo odpočiti od tega, sem bila doma še pol leta, 4-5 mesecev, pa sem šla v toplice. 1 leto sem bila doma na bolniški, bom rekla, da me sploh niso spustili v službo. Potem sem bila pa še, potem sem pa meni 3 mesece začela na 4 ure delati. Pa sem bila pa toliko okej, da sem sama rekla, da grem na 8, ker itak sem se čutila sposobno, sem rekla, da če ne bom mogla, ne bom več, ampak sem lahko, pa jaz sem blizu službo, pa sem pač v pisarni, ni nekega fizičnega dela pa nekaj, Tako da, ampak 1 leto pa doma, sam s sabo se ukvarjaš s vsem tem, kar se ti je zgodilo, z terapijami, da se prevadiš na vse to, ker sem začela to jesti, recimo nisem skoraj nič spala, Sem mogla to zrihtati, da sem spati začela, ker ne moreš hoditi drugače okrog. Če si doma, se uležeš na kavč, pa zaspiš za 1 uro, recimo čez dan, ko greš v službo, ne moreš več, Tako da to je pol počasi šlo, posledice so pa seveda še danes, recimo, Jaz imam še vedno mravljinčaste roke, ne smem z desno roko nič delati, ker nimam bezgavk tle 2, ne smem se urezati, da ne krvavim, da se ne zastrupim, ker so to varovalne bezgavke. Če je res ful fizično, recimo jaz imam okrog hiše vrt, pa spomladka začneš po vrtu prčkati, jaz to ful rada delam. Imam malo težav pol s temi mravljinci po roki, pa z tem, da ne čutim, pa tako naprej, ampak
to vzamemo za kup, pa si vedno rečem, le Nina, zdrava si, vrt imaš, lahko nekaj delaš, eno solato bomo pojedali in to je to. Definitivno stremim k zdravemu načinu življenja. No, evo, rekla si terapija, rehabilitacija. Kdaj pa potem dobiš uradni zdravniški žig, zdrava si? Nina Milič, zdravi ste, bolezen smo zrihtali. Meni je moja onkologinja po mojem rekla, ta 7. leto, da sem zdrava. 7. leto. Lansko leto, ko sem bila 10. leto, ta 10. leto, ko je bilo, ko sem bila na pregledu, je rekla, čisto sva zdrave. Sem rekla, to se lahko sicer ponovi pa to, ampak jaz bi enkrat na leto vsem prišla na pregled, da dam vsaj kri, da narediva mamografijo, da narediva nemutr za karkoli. Tako da grem na svojo željo vsako leto tudi za svoj boljši počutje na pregled, ampak sem pa že 3 leta res zdrava. 7 dolgih let. Ja. Zdaj, ok, pravi, šla si potem v službo in tako naprej. To imaš ves čas v glavi, zdaj bolezen je bila, bolezen smo rešili, ampak lahko se ponovi. Kako handlaš potem z dneva v dan dejansko? Se zamotiš z delom, dejansko moraš biti zelo pozitivno usmerjen, normalno živiš, ali ne vem, ne predstavljam si teh duševnih stanj, ki te skozi malo preganjajo, vsi ti duhovi iz preteklosti. Res te skozi malo preganja. Res te, ampak tako kot praviš, ne se zamotiš. Jaz sem v službi, pa imaš doma določene stvari, pa psa peleš ven, pa uno, pa tretje. Včasih se zalotam, ko imam slab dan, zvečer, ko grem spat oziroma po noč, pa najhujš mi je, kdo od znanih, od takih, ki mi je nekaj pomenil, ali pa ne vem, prijatelji, kdorkoli, ali zboli, ali pa celo, da kdo umre. Jaz sem pač v eni skupini tudi teh punc obolelih za rakom, mladih punc, in punce, ki so bile videti, pa ki so bile že v bistvu čisto zdrave, so nas v tem času zapustile in tisto me pa pol secuje, malo. Tisto pa rabim par dni, da se poberem, pa si rečem, le Nina, da ste preživeli en čas skupaj, da ste nekaj skupaj, ti si še vedno tle, da je bod močna pa pet naprej, In res moraš biti pozitiva. Pa seveda doma podpora in ko imam slab dan, da me Tomaž prenaša, ker znam biti na kak 100 hudičev, pa me malo poheca, pa se smeje, pa me res prav dobro voljo. Res, on je res tak. Z njim se ne da skregati, z njim ni slabe, on ni slabe volje, on ni, ne vem, ko mi je slabe volje, bo marsikaj naredil sam, da me bo v dobro voljo spravil. Zdaj bi to mogel njega vprašati, ampak ja, jaz sem si spraševal, kaj pa partnerji obolelih oseb? Zdaj, to je zelo delikatna situacija. Isto si človek s svojimi slabostmi, s svojimi slabimi dnevi, ampak nekako ne upaš biti čisto tak, kot si, zaradi tega, ker imaš pri sebi osebo, za katero skrbiš na en način, ki je zelo bolana. Se je vajin odnos v tem času, ne vem, kaj spremenil, utrdil je. Ne vem, se pravim, to bi tudi moče njega mogel vprašati njegov vidik, ampak kako si ti to dojemala? Ti je šlo moče kdaj na jetra, da te on jemal kot bolj šibko, kot zares si, ali pa pač ni taka, oziroma kako sta pa to usklajevala, da nista bila ves čas, bom rekel, pod nekim temnim oblakom nekega prežeče bolezni, ampak da sta lahko dejansko živela dokaj normalno. Jaz sem to enkrat njega vprašala, pa sem naknadno ugotovila, da je njega to zelo šokiralo, prizadelo, samo on res ni pokazal. Ker ni smel pokazati, ker je mogel biti pač močnejši zaradi mene. In tako, ko je on to zadevo v mojih očeh v tistem obdobju sprejel, se mi je zdelo včasih, a sploh dojema, kaj z mano je. Mislim, njegova podpora je bila več, kot bi si jo človek lahko želel. On je bil pripravljen narediti vse, on je v bistvu prevzel 3/4 gospodinjskih opravil, ker res takrat sploh po operaciji nisem smela nič. Jaz sem bila v tistih trdnih kompresijskih oblekah, razumeš, tle gor čez prsa, čez trebuh, noge sem mogla imeti povite in v bistvu biti namera. In on je dejansko zjutraj šel v službo, prišel iz službe, doma poštimal vse, čez večer še kdaj kaj skuhal, ta prvi mesec sploh.
ker res nisem, en mesec sem bila res čist, kadar me Boga. ni, mrtva, a ne. Ni kazal in ni se obnašal do mene, kot da sem neki na smrt bolna ali pa ne vem, bil je dosti tako kot prej, niti mi nikoli ni občutka dajal, totalno podpora, no. Sploh ne znam razložiti, sploh ne znam povedati, sploh ne vem, kako bi to opisala, ta njegov suport do mene, do moje bolezni do takrat, a ne. Jaz moram reči, da sem zelo hitro k sebi prišla, sem začela kar dobro funkcionirati tukaj doma, ne. Marsikaj lahko naredila, ampak določenih stvari mi tudi ni pustil. Pa še za otroke sem imela pol čas, mi da imamo tako, da imamo vsak svoje otroke, ne, njegov ta mlajši sin je bil takrat v osnovni šoli, je bil malo problematičen, jaz sem dejansko imela vsak dan čas z njim za šolo, sem lahko sedela za mizo pa z njim za šolo delala, noben problem. Ostale stvari je pa on počel, a ne. Tako da zelo lepo je skrival, pa zelo dobro je gural čez to, kakor je bil, mi je pol pač povedal čez čas, ko ga je prizadel pa šokiral, zakaj glih naju, zakaj glih mene to doletel, glih, ko sva začela res uživati skupaj, ko sva zaživela otroci, mislim pač, ko se poštima življenje, oba da sem imela prej slabe izkušnje, partnerske odnose in tako naprej in sva se res našla in potem te taka stvar v bistvu res unič. Eno leto čist, plus še kakšno leto zraven, se pravim, zdaj pred covidom, pol sva začela v bistvu 5 let po tistem hoditi malo okrog, pa na te maratone, kaj to imaš toliko laufov, pa tako naprej, ne. Prej smo bili pa doma, pa se s tem obadali, žal. Okay, zdaj pač se ne moram vprašati, ker niste toliko časa skupaj pred tem, ampak poznam kakšen par, kakšni dolgotrajni bolezni, marsikoga to izpije do te mere, da nikoli več ni tak, kot je prej bil in marsikoga pa tudi poveže in potem zacveti in zaživi in je vsa ta izkušnja dvoje močnejša. Vaju, kot spremljam, sta zelo, bo neko radoživa in živahna in tako naprej. Bi lahko rekla, da je vaju ta bolezen potem usmerila na tisto pot, da sta si bila enotna, zdaj pa to je to sva dala skupaj in skupaj greva zdaj tudi do zvest. Absolutno. Absolutno. Mislim, ta stvar nam je dala samo, bom rekla, zelo veliko plusov. Zelo nas je povezali, pa ugotovila sva, kaj hočeva v življenju, pa kako si bova zdaj začrtala pot naprej. Kaj je mogoče drugače, kakor bi si jo prej pred to zadevo. Res sva postavila naju na prvo mesto, da bova gledala najprej, kaj si midva želiva, kaj bi midva rada. Potem bova pa vse ostalo. Midva pa otroci seveda, no, to, da ne bo pomote, ampak hočem reči, se otroci so zdaj že odrasli, pa so že vsak zase, a ne, ampak ne razmišljava, a bo šla za vikend nekam ali ne bova šla. Se odločiva in greva, na primer, a ne, ena od stvari. Včasih gledaš res na vsak evro, da so stvari ful drage, lej, greva, mogoče ne, pa drug teden ne bo več, da bi šla. Vedno tako pogledava na stvar. No, se ne bom preveč razširil te teme, ampak vseeno zanima me samo še to otroci, rekla si, majhni so še. Ne, niso majhni, vsak zase so že. Bili so takrat, no, recimo manjši, takrat. recimo 10 let nazaj, manjši so še bili, oziroma ne še dozreli v tej smeri, jasno, da takih stvari ne moreš prekriti, zamolčati, da probaš čim bolj normalno funkcionirati, ampak kaj se tebi zdi, no, zdaj ti si dala to skozi, opazuješ tudi razvoj svojih Tomaževih otrok in tako naprej, se ti zdi, da je to vplivalo na njih, so tudi skozi to spoznali, bom rekel, krutost življenja nasploh in so morda tudi v kakšni meri za odtenek prej dozoreli, ne vem, kaj ti misliš? Tako bom rekla, prva stvar, ko sem se jaz odločila, ko sem dobila diagnozo, je to, da ne bom tako skrivala, kot so moji starši meni, ampak bom otrokom to povedala, pač na tak način in jim dala vedeti, da pač bomo šli skupaj čez to, da pač morajo vedeti, za kaj se gre.
najbrž je to pripomoglo k temu, da so otroci bili mogoče, tako kot sem bila jaz v mojem času, ko je moja mama zbolela, kar naenkrat sem mogla biti odrasel človek, pa doma določene stvari tudi pomagati očetu in tako naprej. Mislim, da je tudi njih to, čeprav ima tudi vsak svojo zgodbo, pač mi smo vsi in moji otroci in moj otrok in Tomaževi smo pač ločeni starši, a ne? In je že to bil za njih stres. Tako da sem mogla res paziti na kakšen način, da ne bo, tako so bili prizadeti, bom rekla, zaradi vsega skupaj, oziroma vsi otroci imajo pol neki tenste o sebi, ki ne povejo nam, a ne? To vsi vemo, pa ne veš, kaj se bo njih plete, ampak bom rekla, smo se lepo sedeli za mizo, pa smo se pomenili, pa smo se odločili, da gremo v to in da bo pač mama zmagala. Mama za vse. Za tiste otroka, ki nista moja. Si se potem spet vključevala pač v družbo in tako naprej po službo. Ti je bilo težko, najbrž so te ljudje spraševali, saj vem, marsikdo težko načne to temo, ker je to tako osebno, tako intimno, tako boleče na vse zadnje, ampak vseeno ti je bilo težko razlagati potem ljudem, ko so te vprašali, kaj, kako, zakaj si raje prikrila recimo to, kaj se ti je zgodilo, če si bila v kakšni družbi, ali si pač v tej stvari se odločila, da boš pač odprto govorila več razlogov. Mislim, na začetku itak zoprno, ne, vsakmu to razlagati, pa vse v potankosti, ampak nisem pa skrivala, ker je brez veze skrivati. Ko pa začne vsak po svoje govoriti okrog in na koncu te že malo manj pokopljajo. Ne boš, da sam poveš, tako kot je, ne rabiš vse res v detajle, ampak pač poveš, kaj imaš. Če te kdo kaj več vpraša, a si pripravljen, se vsak je rekel, povej, če ti je okej, a si pripravljen govoriti, ne? Pač nisi vsakmu vse pripravljen povedati, jaz bom tako rekla, zdaj več povem, kakor sem takrat, že iz tega razloga, ker se pač tudi dosti več z Evropo Dono in ker vidim, da pač je treba o tem govoriti, ker letos imam 3 prijateljice, ki so imele nekaj na dojki in vsaka je k meni prišla ali pa me poklicala za nasvet, posvet, kaj narediti tu na tretje. Prijateljica ta boljša je isto 5 let za mano zbolela, recimo, a ne. In zakaj ne govoriti? Zato, ker gre, jaz sebe vidim, takrat se je ful malo o tem govoril, tudi Evropa Dona še ni bila na takem nivoju, kot je zdaj, nič kaj dosti ni v teh rakih govorili, v kakšnem še danes premalo govori, recimo, a ne. Tako da sem se odločila, da pač se mi zdi prav, da se o teh stvarih govori in pač povem vsakmu. In tudi moraš povedati, da vsak ima svojo diagnozo, 2 nista iste. In ti na nek način lahko nekomu poveš, kako pa kaj, lahko bo pa pol njegova zadeva, pa zgodba čisto drugačna, ne. Govorim o terapijah, se pravi, moraš vsakmu povedati vse, katere možnosti obstajajo, ne. In še vedno sem mnenja, da kljub temu, da so zdravila, pa je kemija, še vedno to prevlada nad vsemi ostalimi alternativnimi, ne vem kakšnimi zadevami, ker tudi take 2 poznam, ki sta šle v to, ker nista hoteli v medicinske preparate, pa jih danes ni več, ne. Moraš, dokler je to tako, moraš vzeti vse, kar ti medicina, pa kar ti zdravstvo ponuja. Ker medicina je pa toliko napredovala, da se pravi, danes je 80% ozdravljenih žensk, 20% je pa res takih, ki ne vem, nekje v roku 5 let umre. A ne, ko imaš enkrat diagnozo. No, mene šokiral podatek, da kar 1500 žensk pri nas na leto zboli za to boleznijo, to je, ne vem, noro, nora številka, sreči ta procent preživelosti vedno večji, vseeno med potem, ko sem gledal tole oddajo, pa sem premišljal, težko se je bilo odločiti, potem se pa izpostaviti na ta način, ja. Kar nekaj časa je trajalo, 3 ste tam nastopale. Rekla si, si šla, ko si razmišljala, a greš recimo v to? Ja, to, ko so me povabili zraven, ne, oni so pač naredili oddajo in so zasnovali nekako ena mlada ženska, punca, a ne, ena, ki je vsaj 10 let za diagnozo, pa recimo stara do 50 let, pa ena starejša,
a ne. Ta tretja je bila že krepko, čez 20 let je imela že od diagnoze, a ne. In ko ti predstavljajo, na kakšen način, pa kako se usedeš pa razmisliš, pa si postaviš pluse pa minuse, predvsem minuse, kar se tiče izpostavljenosti, kaj vse pokažeš in tako naprej. Jaz sem z novinarko govorila, tudi s temi puncami iz Evrope Done, kako pa kaj, in potem sem, ko so mi pač povedali, ne, da je to bo zelo intimno, da bo se slikalo ono tretje gor dol, kako je pač oddaja zasnovana. Dejansko sem šla teč in sem ja ali ne, posvetovala sem se s Tomažem, posvetovala sem se s svojim sinom pa s svojo sestro, kaj mislijo, da se to odločam, da sem na tem, ampak da me morajo podpreti pač tudi familija, to sem sama pri sebi se odločila in ko so me oni podprli, sploh nisem več odlašala. No, vse se pa pol, ko so enkrat, ko smo se odločili, se pa vse zelo hitro odvijalo, ne. Smo šli snemati, ker so pač želeli, da bo to res v začetku oktobra šlo ven, ker je pač mesec posvečen temu. No in potem smo pač prišli na snemanje in res so nas zrihtali in vse, kakor tam kaže, malo smo se prej dobile, da smo se spoznale, da smo poklepetale, itak smo se hitro ujele. In potem oni snemajo, sprašujejo, intervjujejo, slikajo ono tretje, ne veš pa, kaj bo na koncu, kakšen bo na koncu izdelek. Ne veš do dneva, ko je na televiziji. In moram reči, da tistih 14 dni, ko smo to čakale, vse tri smo bile skozi na vezi in v pripravljenosti. Jaz sem sicer dobila vmes par fot, da sem videla, kako to izgleda in sem bila že s fotkami ful zadovoljna, ker res so nas, pa tudi profesionalno fotografi, čisto nekaj drugega, kakor se slikam tlele na eno svojo fotko doma za spomin. In v nedeljo zvečer sem sedela, sam napisala mi je Petra, ta novinarka, da sta dve od tiste ekipe, ki smo bili skupaj prispevek videle in da so sam tekle solze. Tisto nedeljo sa s Tomažem tamle na kavču sedela, hotela sem biti sama z njim, ko to gledam. In moram reči, da sem na koncu čutila ful olajšanje in ful zadovoljstvo, da sem šla v to. Ni se pokazalo to, kakor na začetku pomisliš, wow, zdaj smo pa nagi tukaj, itak da ne. Se pokažeš en del. Drugič pa ja, prav je, da se ve, kaj punce čaka, ko se odločijo za tako zadevo. Še vedno živiš, imaš nekaj brazgotin, ki danes delajo čudeže te doktorji, ker brazgotine niso več take, kot so bile to včasih, a ne. Kako to sploh izgleda. In vedno podpiram to, tudi meni bi to prav prišlo, če bi danes bolela, mogoče mi bo še kdaj kaj prav prišlo, ker delajo druge prispevke in sem zadovoljna s tem, kar je prišlo, ker je pa prišel odziv po končanju oddaji, ker so mi začeli SMS-i leteti, pa Messengerji sem pa videla, da sem pa res, je bila pa pika na i, da sem se res pravilno odločila. Bravo. Ja, je pogumno dejanje, Nina, sigurno, no, si ne predstavljam, kako težko je bilo, recimo iti tja na set, kako to potem počakati, kaj... So poskrbeli, da smo bili čisto sproščeni, so se pogovarjali z nami, smo se imeli med sabo, sploh nismo imeli občutka, da smo zdaj na enem takem fotkanju, kjer bomo pokazali en del prsi ali pa en del trebuha, ne. Res, tako prav, težko opišem, no, kak fin vzdušje so pripravili tam na televiziji, a ne. To vse pomaga, ne, če imaš ti ljudi, ki znajo to, vse tri punce smo bile dosti sproščene, bom rekla, glede na to, kaj smo se spuščale, vse so nam povedali, kaj, kako, vse so, če nismo hotele, so pač to upoštevali, ne, vse naše želje, dokam, kaj, koliko, fotografije pa itak so pa sami izbrali, glede na to, kaj se je njim zdelo najboljše, ko imajo itak, zame na začetku ne bila nobena ta prava, po mojem. Ker sam sebe vidiš tam, ne. Si ostalima dvema kaj razlagala o svojih tekaških podvigih, pa vsaj v zaodrju? Ja, malo smo se tudi pogovarjali, moram reči, da Magda, najstarejša, je tudi včasih tekla in se je tudi na nek tak način sproščala s tekom. Je rekla, da zdaj že ne vem, 2 ali pa 3 leta nič ne teče, da pa mogoče bo spet začela in bo zdaj v soboto, ko imamo en dogodek v Ljubljani, da bo celo mogoče prišla, saj moram napisati jutri. Tako da smo imele tudi debato o teku, seveda, smo imele. No, evo, pa so spet prišla nazaj na tek in na sobotni dogodek, tale oddaja
ven ravno pravi čas, drage dame, tudi gospodje, da pridete si to pogledati, sodelovati. Kaj je, Nina, Race for the Cure 2023? Race for the Cure je v bistvu Evropsko združenje za podporo oziroma za ozaveščanje raka dojke. In je v vsaki državi vezano na njihovo društvo, tako kot je pri nas Europa Dona, imajo pač v drugih državah tudi svoje združenje oziroma društvo v ta namen. In nekako so se skupaj povezali in so naredili en tak evropski dogodek, oziroma to traja lahko cel mesec, ti greš lahko v okviru tega teka teč kadarkoli. V Ljubljani smo se malo z Evropo Dono zmenili, da bomo to združili z Dnevom zdravih dojk, letos pride ravno 14. oktobra, to je v soboto, in bomo naredili en tak v bistvu mogoče manj tek, bolj hoja, zato ker znajo priti tudi dekleta in punce in ženske, ki so mogoče že manj časa po terapiji oziroma pa celo še na terapiji in grejo lahko samo hoditi. Je pa to malo v bistvu spoznavanje med sabo, podpora vsem ostalim, malo pogovora, tam so predstavljene določene stvari, pa pač zbiranje 10 evrov je nekako nek prispevek za društvo Europa Dona, pa za vse skupaj, da se to zorganizira in da se ozavešča in o tem dela in govori. Tako da malo dobro, s koristnim bom rekla, ampak mislim, da bo zadeva kar prijetna. Videti je, da nas bo v soboto še lepo vreme pričakalo, tako da jaz mislim, da se bomo imeli na Prešercu kar lušten. Malo bomo mahnili tja proti Tivoliju, en krog po Tivoliju, zdaj, kjer punce bojo hotele, bojo tekle, nekatere bojo hodile, več, ko nas bo bolj lušten, tako da jaz vabim, če se nam kdo hoče pridružiti, Race for the Cure je spletna stran, Nina's Pink Ladies je pa skupina, v katero se lahko prijavite. Ninina Pink dekleta, ja, tako. Ja, je pa tudi na spletni strani Europe Dona vse napisan, predstavljen na Facebooku Europa Dona posod. Bom to polinkal še spodaj, ja, si lahko Super. si to pogledate, koliko pa se vas zbere na takem dogodku? Zdaj lani sem jaz to čisto sama, moje punce povabila, nismo tako v velikem okviru delali, pa nas je bilo nekih 15-20, bom rekla. Kaj bo pa letos, pa ne vem, zaenkrat tudi kaže nekaj takega, mogoče se pa še kakšna več prijavi, no. Pa sigurno bomo še kakšno v mestu pohopsali, da bo šla hoditi, ko bo samo do štanta prišla, tako da nekaj se nas bo nabrali. Vem, da so se dobile že nek Postojni, Primorke, pa Notranjke, pa v Mariboru so tudi že imele neki punce, tako da se v okviru tega kar dogaja, no. Race for the Cure, 14. oktober, Tivoli, Ljubljana. Evo, drage dame, kaj pa gospodje, ki pridejo z damami, jih tudi povabite zraven ali morajo iti po svoje? Seveda, dobrodošli so vsi. Tudi moška podpora mora biti v tem primeru, v teh časih oziroma v času, morate pa vedeti, da 1% tudi moških boli za rakom dojke. Kar je še podatek, ki je še mene še bolj presenetil, ja. Ja. Zdaj, gotovo si v teh tekaških letih spoznala veliko tekačic. Je bila tudi kakšna takih, ki je dala tudi nekaj podobnega kot ti skozi, jih več teče, jih poznaš dovolj, veliko že morda? Tekačic, tako diagnozo, kot jo imam jaz. Se v skupine morda vključuje kakšna, ki bi bila tekačica, tako kot ti, pa bi malo tekmovala, ali si med tekačicami ena redkih, ki ima to izkušnjo? S temi te tekačice, kar jih jaz poznam, pa s katerimi se združim, pa s katerimi se srečujemo na teh maratonih, tekih, dogodkih in tako naprej, ne vem, da bi katera imela. Moram reči, da res ne vem. Z glave sploh ne. So pa punce, mi imamo z Europo Dono enkrat na leto en simpozij konec leta, navadno v Portorožu. Letos ga žal zamudila, ker je ravno na martinovanje, ampak nič hudega, mi bo že poročali. Tam je pa kar nekaj punc izkazalo interes po teku. To je tudi mogoče, zato smo tudi z Europo Dono so me tam prosile, da se jim priključim v ta namen, da če bi se pokazali res toliko zainteresiranih, da bi se splačala enkrat na 14 dni narediti eno tekaško
skupinco, da bi šle malo skupaj teči. Zdaj pa čakamo, a bo tak odziv, kot je bil lani v Portorožu ali ne. Tam je kar bilo nekaj kandidatk, nekaj tudi takih, ki so prej tekle, pa so zbolele, nekaj takih, ki bi rade tekle. Tako da zdaj bomo pa videli. To je zdaj v bistvu mal poskusni dogodek, a bo kaj teh tekačic prišlo ali ne. Pilotni projekt. Jaz držim pesti, da rata, da Nina Pink Ladies ratajo za resna tekaška skupina. Tako ja, pa da vas bomo Mogoče pa videli. res nekoč. Tako, na tekaških dogodkih. Nina, me zanima, 2 leti pa pol praviš, nisi tekla, nisi smela, zmogla in tako naprej. Si pogrešala v tem času tek, oziroma je bilo vse skupaj tako naporno, da niti ne? Oziroma, kako je bilo potem, ko si šla prvič tekat, kakšni občutki so bili? Bilo težko? Najbolj grozen mi je bilo, ko sem hodila z Tomažem pa z njegovimi tekači na te prireditve, pač navijati, a ne. Takrat sem največkrat, jaz pa ne morem, ne. Ampak bo že še čas, da bomo, a ne. No in potem pač začneš hoditi, ne moreš niti teči, ne smeš teči, začneš hoditi, midva, moram reči, sva šla res čisto vsak dan na en daljši sprehod, če je bil slabo vreme, krajši sprehod. Potem pa pač, pa začneš tako, ne, 2 minute hoje, 2 minute teka. Na ta način začneš. Včasih, pa res, takrat pa res 1,5 kilometra pa pol do 2, nič več. A ne. Step by step. Imaš težave, vedno, jaz sem imela ful težave s sklepi, recimo, a ne, zaradi zdravil. Na momente, če sem bila, ne vem, 2 ure namer, preden sem ostala, sem bila kaj na robotek, recimo, a ne. Isto, ko sem se teč spravila. Tako da vse te stvari vzameš v zakup in pač prilagodiš tek, hojo, vse svojim sposobnostim, razmeram in vsemu. Pa večkrat, ko greš, lažje greš, bolj padeš noter in potem pač spet začneš nazaj teči in pretečeš 50 kilometrov. Traja pa 5 let, po mojem. Mogoče sem kakšen let preveč rekla, ampak ja, kar nekaj časa. Moraš biti kar vztrajen. Jaz bi najbrž, če ne bi imela Tomaža, partnerja tazga, kaj on, ne bi nikoli, po mojem, sploh več tekli. Tako mi je pa on res tak support, pa taka motivacija s svojimi maratoni, da me res potegne noter. Da te povleče, ja. Bravo, Tomaž. Evo, kakšna medalja je tudi malo tvoja, ampak rekla si tek počasi. Je tek vplival tudi mogoče na tvoje fizično, ne samo psihično zdravje? Hočem reči, je bil kot del rehabilitacije, lahko je dal nek kontrapunkt tem zdravilom, ki si rekla, stranskimi učinki dejansko negativno vplivajo na pridobivanje telesne teže ali pa kaj takega, no. Je bil tek sestavni del in po drugi strani je zdravnik rekel, Nina, ukvarjaj se s tekom, to ti bo dodatno pomagalo, ali bilo ravno obratno? Ne, definitivno je pomagal, pa je sestavni del. Jaz sem itak vprašala, če lahko tečem, kaj sploh lahko počnem. Počneš lahko v bistvu vse v mejah normale, pa da se ti dobro počutiš. Fajn pa je karkoli početi ravno iz tega razloga, da se ne zaradiš preveč, a ne. Pri zdravilih pa pri terapijah, ki sem jih imela jaz, bi danes še vedno lahko imela 20 kil ali pa 30 kil več, če ne bi toliko športala, pa toliko migala, pa toliko bila aktivna zraven, ko sem ta zdravila jedla. Nekaj se zrediš, definitivno, da se, ampak šport, tek, hoja, karkoli pomaga, da ne gre to prevelike razsežnosti, a ne. Pa sam še zasediš, tako da eno z drugim je bilo. Počutje boljše, pomagalo je, da se nisem preveč zredila. Delala sem pa seveda vsako stvar sem se posvetovala pa z zdravnikom, kaj lahko pa kaj ne. Sam od sebe ne smeš nič kar tako početi, morate dati vse en malo zeleno luč, ali kako ne rečem temu, oziroma povejo, kdaj kaj lahko začneš početi, ne. Se pravi, si najbrž potem kakšni prebolevnici to tudi že večkrat opisala, pa ji morda priporočila, da se sama posvetuje s svojim zdravnikom in da poskusi, ker tebi to očitno zelo odgovarja? Jaz si tako vsakmu priporočim, sploh takim, ki preveč sedijo, da je fajn iti malo migati, vsaj malo na svež zrak, a ne.
puncami smo pa pol seveda, ne vem, že ko smo bili v Portorožu, recimo lansko leto, jaz sem zjutraj vstala, pa sem šla odlaufat od hotela do Lucije pa nazaj, a ne. Enim se to ne da, pa se nekaj, pejte saj na sprehod, sam nekaj pejte malo na zrak, ful dober zrak je od zunaj decembra, pa ni bilo niti hudega mraza, ni bilo vetra, res tak super dan je bil. Pa pač probaš malo vseeno izmotivirati, da grejo, ne, ker, da je fajn. Pač ne vem, jaz imam to kar v krvi, po mojem, že od malega, da itak skozi moram nekaj migati pa delati, ne znam biti na mer. Tako da, pa še druge probamo to noter. Prav. Definitivno. Prav. Daj si šla pa prvič smučati na smulčke, ja. Po mojem še nisem imela 3 leta. A ja, misliš pa od diagnozi? Tako, ja. A ja, po diagnozi sem šla pa po mojem smučati, čakaj, čez 3 leta potem. 3 leta po... 3 leta sem še bila še na zdravilih. Ja, smo šli 2 ali pa 3 leta, nisem, ne vem čisto točno. Čim se je dal, čim sem lahko šla, sem šla, ampak Tomaša, zdaj ti spomniš, zdaj sem šla prvič. 2015. Ja. Po mojem 3 leta po diagnozi. Je pa še bolj zajeben zaradi tega, ker tam so pa še norci na smučkah. Še več nevarnosti, tako. Ja, hitrosti pa res so večje, sem mogla na ja. trebuh bolj paziti, kot na karkoli drugega, no, ker da se ne bi karkoli zgodil z njima še, ne. Je bil toliko prerezan. Noro. Ja, tudi jaz tole, bom rekel, absorbiram, predelujem. Sem ti zelo hvaležen, no, na tem mestu moram reči, da že več kot 1 uro govoriva. Že? Pa sploh nimam občutka, ja. Ja, res gre hiter čas. Ja, zelo sem počaščen in hvaležen, da si tako iskreno pa sproščeno si pripravljena to deliti, se mi zdi vseeno izjemna tvoja zgodba za morda marsikatero, no, ki tam zunaj pa jo še čaka kaj takega, no, pa jo morda tvoja zgodba navduši ali pa navdahne, ali pa pomaga, no, da bo šla lažje skozi vse to. Kaj je bila pa, si rekla, šla si teč 1-2 kilometra, tvoja prva tekaška prireditev potem, kam? Tisti je bilo tudi morda nekaj posebnega, no. Nina Milič se vrača na polno na tekaške dirke. Kam si šla prvič? Če se prav spomnim, sem šla prvič na istrski maraton. Oziroma pač to prireditev v okviru istrskega maratona, dol v Portorož, Piran, Koper, kaj je. Pa ne vem, a sem tekla 10, če se nisva takrat s Tomažem celo za 21 pripravljena. Ne vem točno, ampak mislim, da je bila ta spomladanska varianta, ta prva, po vseh stvareh, po diagnozi, po zdravljenju, po vsem skupaj, da sem sploh začela teči, pa da so me spravili, da se nekam prijavim, pa da imam za motivacijo, da me pritegne še toliko večkrat laufati. In potem si kaj, si rekla, zdaj bom pa čim več različnih nanizala, ali kako si zastavljala potem nadaljnje tekaške cilje? Ja, ne, to sem bolj prilagodila Tomažu. On je res 2-krat na leto šel maraton laufati. Zdaj, če je bila varianta, da se zraven prijavim, sem se, če ni bila, se nisem. Drugače pa nisem, da bi imela tako, da bi rekla, zdaj bom pa na to se prijavila, da bom to pa to odlaufala, to ne. Čisto odvisno, smo se kako družbo zmenili, pa smo šli laufati. Na začetku se niti nisem kaj dosti na to prijavljala, na te prireditve. Na kakšno 10 nočka, recimo, na nočko sem vedno rada šla. So velikokrat prišla, pa še kakšno tako manjšo prireditev oziroma manjši tek, da drugače pa sem tekla več ali manj zase, pa za svoj dober počutje. Večkrat sem bila mogoče kot navijač zraven, kakor da sem res tekla. Smo pa pol od leta 2018, ko smo se pa s tem puncem spoznali, takrat smo pa res začeli hoditi, pa malo doživljati te tekaške prireditve, biti zraven, probati vse to. Malo sem jaz njih not povlekla, ker sem ene zadeve že poznala, recimo kraški tale, kaj že tale, pomagaj mi, ker se dol po kraški maraton. Kraški mali maraton, tako je. Mali kraški maraton, tja smo šle vna itak težka, pa dol istrskega, pa nočno 10, posod smo bili skupaj, 1 leto smo bili skoraj na vseh teh prireditvah, ali pa v 2 letih recimo, no.
kar je možno. Ne, v Mariboru nismo bili skupaj. Smo bili? Ja. No, tako da smo to malo sprobali, pa smo pa videli, da čisto vsak let čisto posod ne može biti, prvič, ker to košta, drugič ne može biti na tolikih koncih, ker vsak mesec sta 2 stvari. Smo si malo zreducirali, še vedno kam kaj gremo, drugače pa bolj tako. Kakšna od teh tekaških prireditev ostala posebej v spominu, kakšen dogodek ali pa ne vem, vzdušje kje, ali pa ne vem, morda tvoj dosežek si presegla, kar si zadala, ne vem, imaš kaj takega, kar se vedno rada spomniš? Imam. Midva hodva ful po teh prireditvah, tudi v tujini že zaradi Tomaža, in eno sem si izbrala sama. In sva šla tja, ker sva pač hotela videti mesto in okolico. In sva šla sam s tem namenom, da jaz odtečem 21 kilometrov, in to je bilo v Helsinkih, tisto leto pred covidom. In takrat je res Tomaž tekel z mano. Helsinki so krasno, čudovito obmorsko mestece, v katerega bi se še enkrat sigurno vrnila. Jaz itak sem na sever mahnjena. In je bila zelo težka trasa, zato ker oni nimajo asfalta, nimajo makadama, ampak imajo ene čudne take, kot kamne položene, pa zbetonirane noter, in tam tistem teč je ful težko, in en del trase gre ob morju, kjer piha, da sem na momente rabila še kakšen kamen v roki, da me ni odpihnil. Ampak ja, sva ga premagala, po mojem še zdaj najboljši čas od takrat. In sem ponosna na to, da sem takrat tja šla. Wow. Helsinki praviš, ja, vidiš, ja. Tja se konec avgusta so. Ja. So, eni Helsinki so še maja, tam imajo še en dogodek, ampak teh maratonov na Finskem je cel kup, so kar tekaški narod, pa tekaška dežela. No, dajva reči, če čas, denar ne bi bila ovira, kam bi pa šla? Evo, kam bi šla Nina? Kamorkoli na svetu, pa da je tek, recimo, ajde, še dodaten vzrok, da bi izbrala to destinacijo. Valencija. V Valenciji sem tekla 10 kilometrov, čudovita trasa, čudovito mesto. In če bi šla še enkrat odlaufati, če bom šla še kdaj odlaufati 21 kilometrov, da bom toliko natrenirana, bom šla v Valencijo. To sva se zmenila tudi s Tomažem. Drugače pa ciljem, naslednje leto imava v planu en tak road trip gor po severu, pa če se bo res izšlo, upam, da se bo, čeprav mislim, da so dali za naslednje leto ful pozen v september Oslo. Bomo videli. Bomo videli. Pravljajo se pač gor, ja, po Norveški, to je dežela, ki si jo res ful želim videti. Malo spremljam slike in zdaj počasi pripravljam traso, ker mi da bo šla to z avtom. In če bo v času, kot je bil letos, mislim, da je bil letos 16. septembra, če bo do takrat enkrat, potem bova šla gor laufati, če ne pa bo nekako že enkrat drugič organizirala, da bo šla na Oslo maraton. Ne bosta pa na Norveškem, ki je kar, nisem rekel, dolga, pa v vsakem kraju je kakšna tekaška prireditev, najda še mogoče kaj drugega, ja. Mogoče pa to, tudi to sem videla, da so gor tam po tistih koncih, kamor bo šla tekija, tako da to moramo še pogledati, kaj je v tistem času, ko vam idva tam. To pa res, ja. Izjemno. Norveška, evo, se veselim skupaj s tabo, ja, kar dosti eksotično za slovenske razmere. Imaš v Sloveniji kakšno priljubljeno destinacijo, ne vem, mogoče dol na morju, mogoče kje drugje, kamor se tudi rada vračaš, no, tako? No, na morje grem rada teč, tudi tako se včasih za vikend odpravlja, pa greva v nedeljo zjutraj dol, pa greva odlaufati tudi Lucije do Pirana pa nazaj. Tako da istrski maraton mi je bil vedno všeč. Ljubljance pa zato fajn, ker je čista ravnina, ker to imam rada. Tako da, letos so nam spremenili traso 10 kilometrov, kar mi je sploh všeč, že zaradi tega, da nisem ravna Dunajska, ampak greš malo desno, pa malo levo, pa tam, pa tako, a ne, čisto drugače pol teč, kakor da sam vidiš uno ravnino, kaj do konca. Tako da, bomo videli. Nina Milič je v enem intervjuju dejala, da bi si nekoč rada zadala in potem pretekla kraljevsko tekaško razdaljo, govorim seveda o maratonskem teku. Ja. Marko, to je pa res v unih mojih res sanjah. Ja. Ne bom rekla, da ne bom, ker nikoli ne reci nikoli, zame itak ne morem, ne znam, ne obstaja. Sam se bom mogla pa res bolj v roke vzeti, pa biti še bolj striktna, pa
pač povečati razdaljo, pa naprej malo kilogramov izgubi, da jih nam sabo vlačila v njih 42 kilometrov. Saj ne, da je to tako grozen, saj ni zdaj, da bi imela 30 kil preveč, ampak vsaka kila več, ko jo imaš, toliko težje je. Tega se ful zavedam. 21 to ni problem imeti 5 kil preveč. Pri 42 se pa to vse pozna. Ampak Ja. dokler je tako, kot je, bom s tem zadovoljna, kar imam, pa kar lahko počnem. Če se bo pa dal, pa če se bom spravila k steplej, pa ko bom, se bova slišala. Bom spremljal, ja, tudi tvoje objave, vse ostalo. Ja, morda bom prišepnil Tomažu na uho, zdaj na Ljubljancu, da bi ti mogel za letos, pa že zamudil, pa naslednje leto za rojstni dan kupiti recimo štartnino za maraton, ne ravno v Oslu, mogoče v Kevenhavnu ali pa v Sydneyju ali pa ne vem, na Portugalskem, kjer smo bili zdajle, ker riš ravno tam okrog tvojega rojstnega dneva, pa imaš potem 1 leto časa, da se pripraviš na. A bi te to motivirali? A bi te motivirali? Bi me. Ko smo se hecali, ko si glih omenil rojsten dan, ko smo se hecali, ko so mi začeli že spomladi groziti, še malo pa bo jesen, še malo pa bo jesen, sem rekla, se me itak nikaj grejo na Portugalsko na maraton. Zato vem, da je bil zdaj tam. Ker sem videla, da je točno ta vikend, ja. Ta vikend je bil, Portugalska me tudi še matra, tako da tja bomo tudi še najbrž šli, ja. Lahko ti potrdim, sem se ravno vrnil, evo, še malo sem neprespan, tako na maratonu smo bili, bilo je vroče, ko hudir, 32 stopinj. Ja, res je, letos ta vročinski val ni prizanašal tudi temu delu Evrope, ampak, dajmo reči, vročina na stran, eno najlepših mest v Evropi, definitivno, imaš tam kaj za početi, več kot 3 dni, lahko bi bil tam 14 dni, res fantastično, priporočam v vseh pogledih, turističnem in tekaškem. Kakšna je pa trasa tekaška? Je ravnina? Ni, ne? Dajva reči, da je Portugalska razgibana, pa jaz sem odtekel pol maraton tam, pa glede na to, kaj so napovedovali prej, se mi zdel praktično raven za maraton, so maratonci dejali, da prav tako ni bil tako zahteven, tako da cilj je pa itak fantastičen, ko skozi tiste arko pretečeš praktično na obalo in težko bi bilo boljšno, samo če bi bilo kakšno par stopinj manj, tako da priporočam. Ja, letos je ta jesen res vročan. Ampak za Ljubljanca pravijo, Nina, da se bo pa kar prijetno ohladilo. Ja, drug teden. Jaz imam to raž. Jaz raž grem teč, ko je 5 stopinj, kakor jih je 15. Mene vročina ubija in meni ni problem, če malo kapelj spada. Imam raž, kakor da mi ful sonce prbija. Ne moram laufati v vročini, to mi je grozno. Že za tega, ker najbrž malo bolj se potiš, že tako, a ne? Pa še to, moj bog, to mi je res grozno. Tako da mene nič ne moče bo. Mi je bilo pa uno leto, se spomniš, ko je bil sneg? 12, tako. No, takrat sem bila samo gledalec, ker sem bila ravno po vseh teh stvarih. In vem, da so ljudje v tistem snegu tam revežica plas, da jih je zdaj bolj grozen. Tisto mi je bilo pa grozen. Ampak vse smo se kar znali greti potem, no. Vse je bilo. Ni bilo tako grozno, ni bila pa fantastična izkušnja, bom rekel. V Ljubljani smo doživeli 0, pa smo doživeli minus, pa smo doživeli 20 stopinj, pa sneg, pa dež, pa vse. Letos bomo še videli, kaj bo v tem oktobru. Lansko leto je bil ljubljanski maraton tudi deloma obarvan rožnati oktober. Rožnati maraton so imeli cel mesec. Si sodelovala v tem projektu? Najbrž si? Ja, jaz sem v tem projektu samo toliko sodelovala, da smo šli odlaufati po trasi ljubljanskega maratona v tistih majcih, ki so jih dajali. Oni so dali. Lani je bilo pa res tako, prav v okviru ljubljanskega maratona, skupaj z ljubljanskim maratonom, rožnati teka, ne, je bil. In so tudi vsakmu, ki je bil pripravljen, dali tako roza majico, mi smo imeli vsi te roza majice, nismo mogli takrat, ko so šli oni, zato ker pač nismo bili vsi in smo šli en dan prej, ali kako je že bilo, in smo vtekli traso ljubljanskega maratona. Smo srečali par ljudi, ki so tudi v ta namen takrat tekli tisti dan. Tako da, ja, to je to, kar sem lani sodelovala, no. Pa seveda pol 10, ne? Tako, to pa itak. Ljubca, ja, tle se ne sme manjkati. Tle se pač v Ljubljani se ne manjka. 22. oktobra bomo spet vsi tam. Ja, z Nino Milič, jasno, tudi. Tomaž bo šel odteč do Dolgega.
Ne, Tomaž bo šel 21, ker odkar je bil poškodovan, odkar je imel tisto težavo z nogo, še ni tako dober, da bi se teh dolgih tekov pa tega lotil. Tako da ima pa v planu spet počasi začetka, prav da noga je vedno boljši in res upava, da zdaj bo pa to v redu, da bo šlo lahko naprej. Pa da se Da bo teče lahko... še kakšno ta dolgo varianto, a ne pa gremo še kam na kakšen... Grešamo, ja, njegove fotke z bazena do pasu in z teh To pa bilo letos, bilo Ja, letos. samo malo manj kot ponavadi, ja, tako da smo vedeli, pa da ja. ni v polni formi. Seveda še enkrat prav lepo pozdravljam na tem mestu, ja. Nina, lej, čas mineva, kot za šalo, super pogovor je bil tole, sem navdušen nad tabo, Hvala. res izjemno, bom rekel, elokventno, pa lepo si povedala stvari, ki si jih nisem niti predstavljal. Sporočilo, ne, ki ga želijo recimo dati ženskam tam zunaj, ne, ženskam tam zunaj, ki so morda tako kot ti, ne vem, par let pred diagnozo, si nikoli ne mislila, da jih to lahko doleti, ker živijo razmerno zdravo, nimajo nekih škodljivih razvad, morda družinska anamneza, ampak tudi tej se da ubežati. Kaj bi recimo, kaj ti ženskam priporočaš? Ne vem, samodiagnostika je nujna, ne zanemariti stvari, pejte, preden bo prepozno, kako? Absolutno. Spremljati svoje telo, spremljati svoje dojke, pregledovati sam sebe, vsako mesec, vsaj 2-krat, da se pretipajo, pregledajo dojke, čim se karkoli začuti, najde sprememba, ko bo 3 dni, 4 dni nespremenjena, takoj k zdravniku, takoj odreagirati, ne se ustrašiti, ne odlašati, iti na pregled in iti v boj, kolikor se karkoli pokaže. To še ne pomeni, tudi če bo karkoli, še ne pomeni najhujšega, je pa boljše, da se gre pregledati, pa da ni nič, kakor da se gre prepozno, pa je pol samo zaranje, bom rekla. Tako da punce, pogumno, če bo kjerkoli rabila, Evropa Dona je vedno na razpolago, punce, ki smo prebolele, smo pripravljene dajati nasvete, obrnite se na nas, poklikajte, vsi smo na Facebooku, vsi smo dostopni. Jaz z veseljem pomagam, z veseljem delim, z veseljem povem, usmeram, kakorkoli, kdorkoli rab. Včasih se je lažje pogovarjati z nekom, ki ga ne poznaš, kot z nekom, ki ga poznaš, ali pa z zdravnikom, tako da ne se bati, pazite nase. Marko, te pa najlepša hvala za tole povabilo, res hvala. Hvala tebi. Prijetno je bilo klepetati s tabo. Obdelala sva vse teme. Vražam kompliment, res, da na trenutke je malo zmanjkalo besed, no, ker je tema tako močna. Morda res nisem še tako 1-na-1 govoril, tako intimno s kakšno prebolevnico, tako da še enkrat ti hvala na tem mestu. Ampak dajva zaključiti, draga Nina, še malo optimistično, pozitivno. Lej, začela sva, že pri načetku sem imela uživanje v življenju, pa v stresu in tem, pa tem, kaj je v življenju zares pomembno. No, jaz se prevečkrat zalotim, ko se prerekamo v kakšnih malih stvareh, pa si ubijamo glavo, pa se ti potem kaj malega zgodi, pa potem vse odvržeš, pa si rečeš, hvala Bogu, nič hujšega ni, zdravje, življenje je res pomembno, ne vem, pa tebe, otrok, družine, prijateljev in tako naprej. Ti si imela to izkušnjo za sabo, verjamem, da si trpežnejša, da si močnejša, se pogovarjam s tabo, iz tebe žareva neka taka posebna močna energija, ki ni prisotna ravno pri vsaki ženski, ne? Zelo samozavestno, suvereno o tem govoriš, prav gotovo si spremenjena na bolje zdaj, in to, no, postavljanje določenih stvari na prvo mesto v življenju je pri tebi gotovo bistveno drugače. Se še zmeraj zalotiš, da se tudi ti pač ujameš v zanke vsakodnevnega življenja, ali znaš dejansko s tem hitreje razpucati, kot mi vsi, ki pač tega nismo dali skozi? Mislim, dejstvo je, da spremeniš prioritete pa razmišljanje. To je enkrat ena. Sebe, saj
tisti moment pa na začetku res postaviš na prvo mesto, kar ni prav, ti moraš biti skozi na prvem mestu. Pa skozi moraš paziti na se, pa skrbeti zase, to je dejstvo. Ampak včasih so bile res stvari ali pa malenkosti, ki so me motile, ali pa ne vem, najprej sem imela, karikiram zdaj, moja prioriteta je bila, da imam doma uštiman, pospravljen, vse tako, kaj treba, pa ostalo, zdaj glih obratno. Vse doma bo počakalo. Rajš grem ven na zrak, na sonce, v hrib, na kavo s prijatelji, kamorkoli drugo, vse doma počaka, razen otroci, seveda otroci so prvi. Tako da te stvari v službi moram reči, meni so v službi ful stali ob strani, jaz sem pač že 12 let v tem podjetju, skoraj 13, no. Zelo hitro po tistem, ko sem prišla, sem zbolela, so mi stali ob stran, sem bila skozi v navezi z njimi in tudi zdaj po bolezni, jaz vem, kaj je moja naloga, kaj je moje delo, to upravljam, rada hodim v službo in ni pa več v službi to tako, da bom jaz, to je pa res, včasih sem se gnala do ta zadnjega, raj sem bila pol ure dlje, pa sem še naredila nekaj, če ni toliko nujno, za življenje nujno, bo počakalo do jutri. Tako da določene stvari spremeniš, način razmišljanja spremeniš, sebe spremenim in tako, kot sem prej rekla, najprej tisto, kar meni paše, oziroma to, kar bi rada, ker mogoče jutri tega ne bom več doživela, ali pa čez en teden. Tako da uživati je pa itak treba življenje. Izkoristiti vsak moment, tako kakor si zamisliš, tako kakor si postaviš cilj, tako kakor si zadaš, se potrudiš, da narediš tako, da tebi paše in da je tebi okej, da ti uživaš v tem, kar delaš. Amen. Ste slišali, kaj je rekla Nina? Evo, še enkrat zavrtite nazaj, poslušajte še enkrat vse tole, kar povedala v službe, v življenja, o filozofiji, njeni doživljanja nasploh. To je to, spoštovane gledalke in poslušalci, ja, v soboto v Tivoli na Race for the Cure 2023. Tivoli. Pardon, kam pa? Prešernov spomenik. Se vse dogaja, pa bomo šli proti Tivoliju, ja. Tako, pred Prešernovim spomenikom v soboto 14. v Ljubljani, pa kaj pa 22. Nino, pocukajte za rokav. Ja, odlična sogovornica si bila, jaz ti želim vso srečo. Ja. Koliko je tvoja najdaljša razdalja, ki si jo pretekla doslej? Uradno na dogodku polmaraton, neuradno PST. Tomaž pravil, preteč PST. Pa res sva ga pretekla. Čeprav sva rekla, da bova hodila, tekla, sta 3/4 pretekla, na konc malo je zmanjkalo, da sva hodila, ker je bilo že hudo, ampak ja, to pa res. Rojena maraton, kaj jaz ti rečem. Ampak, ja, naj se to še malo paca. Jaz se bom potrudila, ja. Če pa bo, obljubam pa ne, tako bom rekla, se bom trudila, imam cilj, obljubati pa to ne moram. Se vidimo tam zunaj. Nina Milič, hvala za tvoj čas. Se vidimo v Ljubljani. Malenkost. Hvala, Marko. Se vidimo. Srečno. Čau. Adijo.